Ja, ni ga še danes. Ja, hvala Bogu, po moje, da mi danes ne treba snimati. Ej, Ja, zadnji čas. Kaj? Ne, kjerga operaterja imaš ti? A1, po moje, zakaj? Mislil sem, da bi danes posnela un video za 3D za tole serijo pomoč uporabnikom pri nakupu in uporabi telefona. Ok, jaz sem že, čist sem pozabil, čakaj, samo malo da zrihtam. Skaj so mi, čakaj, sam grem, sam. 20 minutes later. Ok, sva nazaj, sva Andraž in Davor in bova govorila o mobilnih operaterjih in njihovih paketih in značilnostih. Ne si pa pozabiti pogledati najnih prejšnjih videov iz te serije oziroma vseh ostalih najnih videov, kar lepo od začetka. Tako da, kar začnimo. Bolj zadovoljni. No. V Sloveniji imamo ogromno različnih mobilnih operaterjev. Če naštejem nekaj najbolj znanih, imamo A1 Slovenija, imamo Telekom Slovenija, imamo Telemach, imamo T2 in to so samo 4 največji. Potem pa imamo še ogromno nizkocenovnih in predplačniških operaterjev, kot so Bob, Hot, EasyMobil, HipMobil, Sparmobil in verjetno bi se jih še kaj našel. Ampak to so nekako. Ja. Ok, samo na hitro. Najprej sem posnela ta video z drugačno vsebino, ampak si ugotovila, da pač vsebino paketov vi lahko sami preverite na spletnih straneh, tako da sem malo spremenila, o čem bova govorila danes. Najprej bova začela s tem, da razčistimo nekaj pojmov oziroma žargona, ki se uporablja pri mobilnih operaterjih, pri paketih, ko greste v šope. Če začnemo najprej z lahkimi, Andraž. Evo, prevzimam. Prvi tak izraz, ki ga je potrebno razčistiti, je minuta klica. Poenostavljeno rečeno, gre za obračunsko enoto za klice, tako da tudi če kličete recimo, ne vem, samo 10 sekund, se vam obračuna minuta klica. Večina paketov pri večjih operaterjih danes vključuje neomejeno minut klicev znotraj Slovenije, sploh v boljših paketih. Veliko paketov pa ima vključenih tudi neomejeno minut v gostovanju v Evropski uniji, ki pa niso zares neomejene, saj so pri veliki porabi lahko tudi začnejo obračunavati. Ker se tu gleda fair poraba posameznika. Pustimo to malo za kasneje, da bomo razčistili, kaj točno to pomeni. Pejmo zaenkrat še na en drug izraz, in sicer SMS in pa MMS. Kaj je to? Gre za v bistvu za besedilna in pa multimedijska sporočila. SMS-i so pri večini operaterjev spet neomejeni, odvisno od paketa sicer. MMS-i pa pri večjih operaterjih so načeloma zastonj, pri nizkocenovcih pa je treba velikokrat plačati po par centov, da ga lahko pošljete. Navadni SMS-i delujejo preko GSM signala, za MMS-e, ki večinoma delujejo, če imate vklopljene mobilne podatke, pa je treba imeti v nastavitvah pravilno nastavljene tako imenovane APN-je, oziroma v angleščini to pomeni Access Point Network. Nastavitve za te so pri večjih operaterjih različne, zato če vam slučajno ne delujejo MMS-i, pojdite do svojega operaterja, da vam pogledajo te nastavitve, če so pravilne. Prav tako tudi glede APN velja za prenos podatkov. Ja, recimo pač pri prenosu podatkov je isto treba imeti prave nastavitve, da vse lepo deluje in s pravo hitrostjo. Kaj pa sploh je prenos podatkov? Po domače je to internet, ki ga uporabljate lahko povsod, kjer deluje signal mobilnega operaterja. Tako hitro pa prenos porabimo, se ne more meriti po minutah ali pa čem podobnega, ampak se meri glede na to, kakšne stvari gledamo na internetu. Če uporabljamo za maile strani, gre bolj počas, če gledamo
videe, kot so na YouTubu, Netflixu, gre to vse veliko hitreje. Pa pač odvisen je tudi od dolžine videa, pa od kvalitete videa. Če primerjamo z Wi-Fi lovi samo nekih 20 do 50 metrov, še to je dobro, od daljnika pa mora biti priključen na neko fiksno omrežje. Za prenos podatkov je pa tako pač, kot sem že rekel, deluje prek mobilnega omrežja. Prav tako večina operaterjev ponuja delež količine prenosa podatkov za uporabo v gostovanju v Evropski uniji, ampak po fair porabi uporabnika. Kaj ta fair poraba sploh pomeni? Tako. Fair poraba znotraj gostovanja v Evropski uniji je to. Lansko leto je Evropska unija izdala regulativo, da morajo uporabniki paketov imeti večjo porabo znotraj domače države omrežja, kot pa v gostovanju v državah Evropske unije. To v bistvu pomeni, da se ne more zlorabljati sistema na tak način, da nekdo, ki je večino časa preživel v Nemčiji, vzame recimo paket v Sloveniji, kjer je cenejši in s tem pride skozi cenejši. V bistvu za fair porabo se gleda zadnje 4 mesece, če je bilo v zadnjih 4 mesecih več porabe v tuji državi, kot recimo v Sloveniji, lahko operater kaznuje uporabnika s pribitki, kar se pač lahko ob nadaljnji enaki uporabi močno pozna na računih. Uporabnik je sicer o tem obveščen, da ima 2 tedna, da spremeni to uporabo, ampak ne gre to zmeraj skozi, ker pač to velja predvsem za prenos podatkov, za minute, pa tudi za SMS-e. Najbolj so pa prizadeti ponavadi to vozniki kamionov in pa tudi se že zgodili študenti, ki so na izmenjavah in ne morajo pač v teh 14 dneh priti domov. Ne, študenti zmeraj nastradajo pod črto. Ja. Potem pa, da razjasnimo še glede klicev iz Slovenije v Evropsko unijo. Klici iz Slovenije na tuje številke so večinoma za plačati, če tega paket ne vključuje. To smo si na jasnem. Tako, za klice iz Slovenije na številke iz Evropske unije bodite pozorni in se najprej pozanimajte, če imate to vključeno v paketu. Ker drugače se zaračuna dobrih 23 centov na minuto klica. Točne cenike pa imate pri operaterjih, ki imajo ponavadi tudi opcije, ki jih ob plačilu dodatek paketom in dobiš večjo količino po boljši ceni, kot bi bila na koncu ob enaki porabi. Torej, recimo 100 minut teh klicev za 10 evrov, kar je manj kot 23 evrov po porabi. Za konec pa še, kaj je naročniški paket. Naročniški paket je paket, ki se plačuje vsak mesec s položnico in ima že zgoraj omenjene stvari vključene. Predplačniški paket pa pomeni, da je treba vsak mesec na številko naložiti denar in ta se lahko spremeni v enote. To je 1 minuta ali 1 SMS ali 1 megabajt prenosa. Pač se pa porabi ta denar toliko hitro, kot pač naredite klico, a ne? Tako. Sedaj pa še en kratek pregled paketov. Začniva s Telekomom Slovenije, največji operater v Sloveniji, ustanovljen leta 1995. Davor, beseda tvoja. Aktualni paketi se imenujejo NAJ, razlikujejo se predvsem po količini podatkov pa po mesečni naročnini. Najnižji paket NAJ A ima celo omejene klice, vsa slovenska omrežja ima samo 500 minut, NAJ B in C imata neomejene minute, vsa slovenska omrežja in tudi v gostovanju EU pa v bistvu se razlikujete samo po količini prenosa. Posebnost pri teh večjih 2 paketih je to, da se lahko do 4 dodatne številke povežejo in se v bistvu ustvari kot nek družinski paket, da je skupna cena vseh teh paketov cenejša. Če pa povežete pač vse te pakete skupaj še s fiksnimi neopaketi, se pa cena še dodatno zniža. To je pač odvisno od tiste akcije, ki jo imajo takrat operaterji. Imajo pa tudi pri Telekomu neke pakete za mlade do 31 leta, pa tudi pakete za otroke od 6 do 15 leta. Hitrost podatkov pri vseh teh paketih je največ do 150/50, kar pač večinoma vsi večji operaterji. Pač vse točne specifikacije paketov bova dala v opis videa in povezave do njih, tako da si boste lahko sami bolj točno pogledali. Zdaj pa malo več o A1 Slovenija.
In sicer ustanovljen je bil leta 1999, to se pravi ob prelomu stoletja, pod imenom Simobil, kot ga mnogi še vedno kličejo, čeprav je že več kot 3 leta od preimenovanja. Tudi jaz sem na seznamu krivcev za to, kar lahko Davor prizna. Trenutni mobilni paketi so paketi A1 Go, ki se razlikujejo predvsem po količini prenosa podatkov in možnosti povezave več številk. Paket A1 Go XS ima omejene minute in SMS-e, ostali imajo neomejene. Paketa Go M in Go L pa imata še vsak 2-krat več prenosa podatkov od prejšnjega in tako kot Telekomova najvišja paketa dovoljujeta povezavo do 4 dodatnih številk v glavni številki. Paketi vsi te vključujejo tudi opcijo uporabe interneta v državah zunaj Evropske unije, znotraj pač točno določenih omrežij v izbranih državah. Seznam teh izbranih držav je na spletni strani od A1. Vsi paketi so pa ob vključitvi e-računa, to pomeni, da račun dobite na mail, so v povezavi s fiksnimi paketi tudi cenejši. Nimajo več ordo paketov za mlade, imajo pa pakete za otroke od 6 do 16 leta. Hitrost prenosa podatkov pa v vseh teh paketih spet 150/50 megabitov na sekundo. Naslednji operater je Telemat, ki je bil ustanovljen leta 2006 in je trenutno 3. največji operater pri nas. Trenutni mobilni paketi so paketi več. Za razliko od prejšnjih 2 operaterjev nimajo omrežja v taki širini kot prejšnja 2 operaterja in zato v določenih primerih gostujejo tudi v omrežju Telekoma. Osnovni paket več ima omejene klice za klice v druga omrežja, paketa še več in pa največ pa imata neomejene klice in pa še več prenosa podatkov in možnosti povezave dodatnih številk, kolikor paket več nima. Paket največ pa vključuje še 100 minut za klice iz Slovenije Evropske unije, pa 200 megabajtov za gostovanje v ZDA. Predstavljam, če potujete čez lužo torej. Če mobilne pakete združite s fiksnimi paketi, so tudi tu mobilni paketi znižani. Hitrost prenosa podatkov pri vseh paketih je največ do 150/50 megabitov na sekundo. T2 ustanovljen je bil leta 2004 in bolj dominira na področju fiksnih paketov, ampak ima tudi nekaj mobilnih paketov za podporo, nimajo pa zelo razširjenega svojega lastnega omilnega omrežja, še ta je samo za UMTS, če se ne motim. Zato večinoma gostujejo kar lepo v Telekomovem. Imajo pakete oranžni in vsi razen najvišjega oranžni Maxi imajo omejene klice na druga omrežja znotraj Slovenije. Ta ima tudi vključenih 50 GB prenosa podatkov za gostovanje v Telekomovem omrežju. Posebej imajo pa še pakete za fiks, kjer so zelo močni, večinoma imajo svojo optiko, ker so pač zasebna firma in te optike ni potrebno dajati v najem, kot to dela Telekom recimo za A1. V veliko fiksnih paketih je številka že zraven, hitrost prenosa podatkov spet verjetno 150/50 ni nikjer specifično napisana. No, to so bili zdaj največji 4 operaterji pri nas. Pri vseh teh operaterjih lahko mobilne pakete vzamete na obroke ob vezavi po subvencionirani ceni. Zdaj, če greva pa na nizkocenovne operaterje, ki te vezave ne ponujajo in vsak uporabnik mora tudi sam poskrbeti za telefon, ga kupiti v prosti prodaji, ker pač te operaterji dajo samo SIM kartico in neke pakete. To pomeni v bistvu, da ima vsak uporabnik opcije, ker ni vezave in lahko praktično kadarkoli tudi zamenja operaterja. Tako, kar pejmo hitro skozi njih, naštejemo ene par. Bob gostuje v mrežu A1 Slovenija in njegovo sodelovanje je tesno povezano s tem operaterjem, a nobeni postopki se ne morejo urejati v A1 shopih. Samo tako za informacijo. Paketi imajo ugodne cene in imajo vsi omejene minute in SMS-e, MMS-i pa se zaračunajo po 4 cente. Za točne specifikacije bo povezava v opisu, kot je že omenil prej Davor.
Hitrost prenosa podatkov pri vseh paketih pa je največ do 50/10 megabitov na sekundo, torej občutno manjše kot pri prejšnjih primerih. Potem imamo še HOT, tudi gostuje v omrežju A1 Slovenija. Zopet, nobeni postopki se ne morejo urejati v A1 shopih, trgovincah. SIM kartice se kupujejo lahko samo v Hofer trgovinah, če se ne motim. Kot pri Bobu so cene zelo ugodne, tu ne pride položnica, ampak je mesečno treba polniti kartico. Razlikujejo pa se predvsem po količini omejenih minut, SMS-ov in po prenosu podatkov, ter tudi po hitrosti, saj ima najmanjši HOT mini paket samo hitrost 20/5 megabitov na sekundo, ostala dva pa 50/10 megabitov na sekundo. Tako je, ja. Naslednji operater je EasyMobil, gostuje v omrežju Telekoma Slovenije, spet tesno povezan s Telekomom, nobeni postopki se ne morejo urejati v A1 shopih. Imajo njihovi paketi tako zanimivo opcijo, da za vsak gigabajt, ki ga ne porabite, se vrne to na kartico in pač postane kot dobro imetje. Imajo neomejene klice znotraj Telekomovega omrežja in med Easy uporabniki. Ne ponujajo pa toliko veliko prenosa podatkov kot prejšnje dva nizkocenovna operaterja. Hitrost podatkov ni nikjer bila napisana, mogoče da ne bi bila celo 150/50, ampak dvomim, da je to za nizkocenovca res. Ja, res dvom, ja. HIPMobil, predplačniška opcija pri Petrolu, kjer se lahko številka polni z denarjem, ali pa se mesečno zakupujejo enote za klice, sporočila in za prenos podatkov. Vse to velja znotraj omrežja Telekom Slovenije. Sparmobil, predplačniška opcija pa je pri, kot ste ugotovili, Sparu, kjer se lahko številka polni z denarjem, ali pa se mesečno zakupujejo zopet enote za klice, za sporočila in za prenos podatkov. Lahko se zakupi za določeno število enot za en mesec in pa te enote veljajo znotraj omrežja Telekom Slovenije in tudi pri gostovanju v Evropski uniji. Tako je. V bistvu vsi te nizkocenovci imajo nižje cene paketov zato, ker nimajo svojega omrežja, ki ga ni potrebno vzdrževati, saj pač gostujejo v drugih omrežjih. Prav tako nimajo svojih prodajnih mest in podpore v živo, tako da pač pridete tja in nekaj podpišete, ampak se vse ureja prek njihovih spletnih strani ali pa telefona. Realne hitrosti podatkov so pač tudi nižje, že tiste največje dovoljene v paketih so nižje. Tako da v bistvu to so tiste razlike, zakaj imajo ti nizkocenovci tudi nižje cene. Tako, ja. V večini sva kar, moram reči, da izpostavila samo mobilne pakete, ker je video že tako ali tako dolg. In pa tudi večji operaterji imajo predplačniške pakete, ampak jih niso omenila, ker to ni njihova glavna ponudba. Tako da, če želite vedeti kaj več oziroma imate še kakšne vprašanja in želite dodatne informacije glede fiksnih paketov ali paketov recimo samo za internet, naj jo lahko kontaktirate preko Instagrama, preko Facebooka ali pa vprašanje kar lepo napišite spodaj v komentarje. Prav tako ne pozabite všečkati tega videa, pa se naročiti na najin kanal, ker kmalu pripravljava eno stvar, ki jo ne smete zgrešiti. V komentarjih nama pa zaupajte, ker ga operaterja trenutno imate, pa koliko različnih ste že imeli. Še enkrat se opravičujeva, ker je bil spet dolg video. Upava, da vam je bil video pomoč in pa, da se vidimo v naslednjem velikem videu. Komaj čakam. Čau. Čau.